Gremo k naslednji temi, ki se mi zdi izjemno zanimiva, namreč kaj se zgodi, če sliko ukradejo z muzeja. Zdaj jo lahko očitno tudi vizualizirate s pomočjo generativnih modelov, o čemer bo spregovorila Katarina Mohar z Umetnostno-zgodovinskega inštituta. Generativno-slikovni modeli in predstavitev projekta Art of AI iz razvojnega stebra financiranja, pa je naslov njenega predavanja. Katarina, prosim. Jaz se bom v svojem, niti ne toliko predavanju, bolj prezentaciji enega projekta, ki smo ga pred približno pol leta zagnali na ZRC-ju, osredotočila zlasti na tisti aspekt tega preboja generativnih modelov, ki je mogoče malenkost manj znan, ampak je vseeno sploh za področje umetnosti v bistvu res tak revolucionaren in tudi zelo pomemben. Zdaj, dobro leto nazaj so, kot verjetno veste, kot je bilo v bistvu tudi že omenjeno, postala dostopna nova orodja, ki se jim reče difuzijski generativni modeli. In sem sodi tale DALL-E, ki smo ga že nekajkrat omenili. DALL-E mimogrede kot aluzija na ime slikarja Salvadorja Dalija, ne. Drug je Stable Diffusion, Midjourney, ki je bil že tudi omenjen. In ta orodja oziroma ti modeli so omogočili, da lahko ponovno na podlagi tekstovnega opisa, tekst je zmeraj osnova, ustvarjamo zelo kakovostne slike, ne da bi za to potrebovali nek poseben umetniški talent. Zdaj, načinov uporabe je več, ilustrirani so tukaj. Med drugim lahko sliko ustvarimo na podlagi besedila, ne, tako kot je vidno v prvem primeru. Potem jo lahko dodelamo na osnovi skice, kot je vidno tukaj. Dopolnimo ali zamenjamo lahko manjkajoče dele znotraj obstoječe slike, ne, tako zamenjamo psa z mačko, ne, ali pa preprosto eno sliko dopolnimo, razširimo izven robov. Ne, vse to je relativno enostavno za narediti. Na področju znanosti uporabljajo ta nova orodja za generiranje slik zlasti v naravoslovju, predvsem recimo za izboljšave medicinske diagnostike, slikovne, ne, torej rentgenov in tako naprej. Potem pri razvoju novih zdravil, materialov, humanistika jih pa bolj ali manj še tako nekako zadržano spoznava. Še največ pozornosti je zaenkrat usmerjene na vprašanje vpliva teh generativnih slikovnih modelov na sodobno umetniško produkcijo. Torej zlasti na probleme avtorskih pravic, ne, na vprašanje avtentičnosti, kaj sploh je kreativnost, pa tudi na vprašanje pomena umetnosti. Zdaj, tako en zelo zanimiv in verjetno tudi najbolj znan je primer umetnika Grega Rutkovskega, verjetno vam ni najbolj znan, je pa zelo popularen med publiko, ki se preizkuša v generiranju slik. Zdaj, prvotno so te tehnologije prvi nekako prevzeli gamerji, ne, torej te, ki se z videoigricami in tako naprej igrajo, ki imajo eno tako posebno estetiko, ne, ta Greg Rutkovski jim je nekako zelo blizu. In kot je razvidno iz tega članka iz septembra 2022, to je v bistvu le mesec potem, ko je bil Stable Diffusion objavljen, je bilo njegovo ime do takrat uporabljeno kar 93.000-krat kot del tekstovnega ukaza za generiranje slik. Recimo Picasso ali pa Da Vinci, Monet in tako naprej so bili uporabljeni tam največ 2000-krat. Zdaj, kot pravi ta umetnik sam, je bil najprej seveda navdušen, ker se mu je zdelo, da ima zdaj pač res veliko publiko, velik domet. Potem je pa zelo hitro z Google iskanjem našel dela, ki izgledajo kot njegova, ampak niso njegova. Tukaj ga je pa seveda stvar nekako zaskrbela. In zdaj v tem vprašanju devalvacije dela umetnikov zaradi vpeljave generativnih modelov priča tudi ena izmed številnih tožb proti podjetju Stability AI. Stability AI je namreč glavni ali pa eden izmed vodilnih akterjev v razvoju difuzijskih modelov. In ta je bila v začetku letošnjega leta vložena na kalifornijsko sodišče in v njej so 3 umetnice, ampak v imenu širše umetniške skupnosti, podjetju očitale neavtorizirano uporabo njihovih del za učenje algoritmov, ki omogočajo nastajanje novih slik v slogu poljubnega umetnika. In zdaj, po njihovem naj problem ne bi bil omejen samo na kršenje avtorskih pravic, temveč naj bi pri tem trpela tudi vrednost njihove lastne umetniške produkcije, zaradi tega, ker jim posledično pada povpraševanje po njihovih delih, ker si jih lahko vsak tako rekoč generira sam.
Podobnih tožb je bilo torej še nekaj, ampak so bile zaenkrat vse ovržene. Kljub temu so pa nekateri razvijalci svoje modele že prilagodili, verjetno predvsem zaradi tega, da bi se izognili še nadaljnjim stroškom s tožbami in tako naprej. Tako da recimo najnovejša verzija tega priljubljenega DALL-ja je narejena tako, da ne upošteva tekstovnih ukazov, ki zahtevajo generiranje slik v stilu še živečih umetnikov. Hkrati pa tudi omogoča varianto oziroma možnost, da ustvarjalci, umetniki sami prepovedo uporabo lastnih del za doučevanje naslednjih novih generacij modelov. Tako da se nekako temu sledi. Zdaj, dejstvo pa je, da je z veljavnim avtorskim pravom podobno vprašanje zelo težko obravnavati, saj umetniškega sloga, kot takega, ki ga ti modeli zelo dobro posnemajo, avtorsko pravo ne prepoznava kot zaščiteno kategorijo. Zdaj, pred vami je en zelo zanimiv primer, ena varianta Turingovega testa. Ne vem, koliko ga poznate, v bistvu gre za en tak zelo preprost test, ki v bistvu pokaže, ali je stroj zmožen inteligentnega delovanja. Torej, ali stroj vas, publiko, lahko prepriča, da je delo naredil človek. Tukaj je nekaj eksperimentov enega umetnostnega zgodovinarja, pa tudi raziskovalca teh novih digitalnih pristopov, Petera Bella, ki je poskušal generirati umetnine z temi orodji in potem naredil en test. Namreč pred vami tukaj je ena umetnina, ki je delo dejansko zelo dobro priznanega umetnika, druga je pa generirana z umetno inteligenco. Zdaj vprašanje, katera je original? Si kdo upa ugibati? Leva je original. Ne, desna je original. Desna je original. Zdaj mogoče, če pogledamo še eno. Kaj pa tukaj? Spet je desna. Ali pa še tukaj, še zadnja. Original je leva. S tem, da tukaj je v bistvu še najbolj mogoče jasno, da gre za umetno inteligenco oziroma za ne zelo dodelano varianto rezultata z umetno inteligenco. Tole grozdje, ki kar visi nekako v zraku, pa tale list. Zato so sicer stvari, ki se jih da potem še popraviti, z nadaljnjim, recimo, promptanjem, v narekovajih. Ampak približno vidite, da so torej rezultati umetne inteligence, v bistvu teh difuzijskih generativnih modelov, lahko zelo prepričljivi. Pač jaz sem umetnostna zgodovinarka, sem podobno približno povprečje odgovorov imela kot vi. Tako da hoče reči, da gre za res eno zelo prepričljive rezultate. Zdaj, so pa seveda omejitve. Ena izmed njih je, naprimer, tole je zelo dober primer, problem, ki ga imajo modeli s tem, da ločijo stil in vsebino. Zanje je vse to skupaj neka enota. Torej, če date prompt, da naj naslika portret nekega moškega v stilu Fride Kahlo, se zelo težko, oziroma je zelo velikokrat rezultat so torej te povezane obrvi, ki smo jih vajeni iz njenih avtoportretov. Tako da so seveda pomanjkljivosti. Zdaj, v zvezi s generativnimi slikovnimi modeli se seveda tudi odpira vprašanje, ali in če ja, potem kako, bi jih lahko uporabili za raziskovanje v humanistiki. Zdaj, verjetno je precej nekako logičen zaključek, da bi za kaj takega bila zelo primerna umetnostna zgodovina. Umetna inteligenca se znotraj discipline že uporablja, ampak gre večinoma za uporabo takih bistveno bolj kompleksnih postopkov, torej ne teh difuzijskih generativnih modelov, ampak za uporabo pristopov, ki terjajo res visoko usposobljen tehnološki kader, veliko denarja in tako naprej. Jaz bom kljub temu pokazala dva zanimiva primera. Prvi je recimo tale, tako imenovana operacija Nočna straža, ki je bila težka več milijonov in so jo med letoma 2019 in 2021 izvedli v Rijksmuseum. Zakaj je šlo? S pomočjo umetne inteligence so poskušali generirati manjkajoče dele te slike. Slika je bila namreč leta 1715, ko so jo želeli umestiti na nekoliko manjše mesto, kot so mu ustrezale dimenzije slike, je bila obrezana.
in torej pač izgubljeni ti fragmenti odrezani. Zdaj, najboljši ohranjeni vir v prvotnem izgledu umetnine je pa ena njena kopija, ki je pa sicer bistveno manjša in jo je naslikal Gerrit Lundens, pač seveda, preden je bila obrezana. In zdaj prav to so v Rijksmuzeumu uporabili kot predlogo, zato da so potem ustvarili nekako najboljši možni približek originalni sliki. V tem primeru so s tehnologijo tako imenovanih konvolucijskih nevronskih mrež najprej te dimenzije pa proporcije Ludensove verzije povečali oziroma prilagodili, bistveno večji Rembrandtovi, potem so pa z algoritmom, ki so ga pa na podlagi takega zelo velikega trening seta naučili Rembrandtovega načina slikanja, so potem prilagodili še barvo in slog. Tako da so v bistvu Lundensovo sliko ponovno naslikali z Rembrandtovim slogom. Na koncu so to v zelo dobri kakovosti tudi natisnili in potem za 3 mesece razstavili kot del originala. Zdaj, pri takšni rekonstrukciji pa v bistvu ni šlo samo za neko kaprico, kar bi mogoče lahko pomislili najprej, ali pa za nek gol preizkus nove tehnologije. Ta eksperiment je namreč umetnostnim zgodovinarjem omogočil nov pogled v novo stražo. Nočno stražo, ne novo stražo. In sicer ne le, da je to zelo dobro znano sliko razširil do prvotne kompozicije, dopolnil je tudi s pomembnimi deli, torej z 2 figurama na skrajni levi recimo, hkrati je pa ponudil čisto nov pogled v zasnovo slike, ki v svoji prvotni obliki učinkuje vseeno bistveno drugače kot v tej obliki, ki jo poznamo. Tako da so tudi z tega vidika, torej znanstvenega vidika, so to vrstne rekonstrukcije, če temu tako rečemo, v bistvu zelo pomembne. Gre pa seveda za hipoteze, nikakor ne gre za neki pač to dejansko ni Rembrandt. Zdaj, ti novi pristopi pa omogočajo tudi bistveno bolj celovito raziskovanje izgubljenih umetnin. Gustav Klimt je za Dunajsko univerzo naslikal 4 slike, ki so 3 od njih danes znane samo iz starih črno-belih fotografij in iz številnih odzivov pisnih v medijih. Leta 1938 so jih zasegli nacisti in potem so verjetno zgorele v požaru v dvorcu Schloss Immendorf, tako da slik originalov več ni. Slike medicina, pravo in filozofija so potem strokovnjaki iz muzeja Belvedere in Googla, torej spet en velikan je bil zraven v tem projektu, na novo kolorirali na podlagi ohranjenih fotografij in tudi na podlagi opisov originalov pa primerjalne analize sorodnih del. In tudi pri tem so uporabili en model umetne inteligence, ki temelji na konvolucijskih nevronskih mrežah. Tako da podobno je kot operacija Nočna straža, je bil tudi ta projekt izveden s tehnično zelo zahtevnimi orodji, pa tudi povezan je bil z zelo visokimi stroški. Zdaj pa, če pridemo še malo bolj v naš prostor, na ZRC-ju smo pa ob pomoči kolegov z Fakultete za strojništvo pred kratkim zagnali en raziskovalni projekt, v katerem želimo ta podobna vprašanja rešiti z najnovejšimi slikovnimi modeli, ki so bistveno bolj dostopni, tako cenovno kot tudi z uporabniškega vidika. Zdaj, česa se v tem projektu lotevamo? V projektu želimo preučiti uporabnost modelov na primeru vrhunskih umetnin z območja današnje Slovenije, ki so bile ali poškodovane, uničene, izgubljene ali pa sploh nerealizirane. Zdaj, za raziskave uporabljamo predvsem odprtokodni difuzijski generativni model Stable Diffusion, katerega velik plus je ta, da omogoča prilagoditve strani uporabnika. Zato pomeni, da ga je na primer možno na podlagi relativno majhnega števila slik naučiti posnemanja stila določenega umetnika. In tukaj vidite recimo en postopek doučevanja modela z samo 24 slikami. To je relativno malo, slovenskega umetnika Gasparija. In mislim, da se je tukaj lepo pokazalo, da ko doučimo model, so rezultati bistveno boljši. Seveda je to daleč od dejanskega Gasparija, ampak tukaj gre res za eno tako preliminarno študijo. Torej, ali lahko na ta način učinkovito recimo model doučimo. Zdaj, v projektu bomo izvedli 8 študij primerov in v njih bomo model doučevali s čim večjim številom slik izbranih umetnin. Zdaj, v poštev bodo prišle skice, kopije, načrti in tako naprej.
Potem bomo pa na podlagi tekstovnih ukazov skušali generirati različne variante teh fragmentov, ki so bili izgubljeni, ali pa celotnih spomenikov. Tako da bomo dobili v bistvu boljšo predstavo o tem, kako so umetnine prvotno izgledale. Ne. To je v bistvu tisti glavni cilj. Preizkušali bomo recimo, kako bi lahko virtualno rekonstruirali posamezne arhitekturne člene. Tukaj ena študija primera bo žička kartuzija. Poskusili bomo vizualizirati doslej neznane ali pa alternativne poglede na spomenike, ali pa manjkajoče fragmente, nerealizirane arhitekturne načrte in tako dalje. Ne. In poudariti je treba, da tukaj ne bo šlo za iskanje dejanskega, torej nekega izvornega stanja, ne, ampak bolj za pomoč pri preverjanju hipotez, ki jih že itak imamo. Ne. Torej bi jih pa radi po zelo na tak učinkovit, enostaven in hiter način preverili. Zdaj, preprosto povedano, ne, torej v primeru raziskovanja ene poškodovane freske, kot vidite tukaj, bomo v bistvu sami, brez pomoči restavratorjev, lahko hitro generirali poljubno število različic manjkajočih fragmentov, ne, in tako preverili, kakšna kompozicija je bila najbolj verjetna, kako je izgledala in tako naprej in tako naprej. Eden izmed izzivov je, da moramo, zdaj projekt traja zaenkrat približno pol leta, da moramo vse skozi to metodologijo res posodabljati, zaradi tega, ker prihajajo ven, ne vem, na tedenski ravni ali pa celo na dnevni novi modeli, tako da se kar veliko ukvarjamo tudi s tem. Tako da smo trenutno bolj ali manj v fazi vzpostavljanja tehnološkega ali pa metodološkega okvirja, obenem se pa pripravljamo na izvedbo prvih 2 študij. V prvi obravnavamo poslikave Marija Pregla na Ljubljanskem gradu, to je v Stolpu strelcev pod tole restavracijo Strelec, ki jo mogoče poznate. V tem prostoru je ohranjen le tak relativno majhen fragment praskanke z grafita, imamo pa na voljo slikarjeve skice in tudi študije za poslikavo. Tako da po predprocesiranju slikovnega gradiva, ne, s tem se ukvarjamo trenutno, bomo potem model z nalaganjem izbranih slik poskusili doučiti Preglevega sloga. Ne. Tudi tukaj verjetno vidite, da smo se že malo poigrali. Ne. Ena izmed teh variant je rezultat umetne inteligence. Mislim, da zaenkrat se to zelo vidi. Tale tukaj na desni. Ampak smo pa nekako torej na začetku tega procesa, potem bomo pa z uporabo tekstovnih ukazov skušali generirati nove variante manjkajočih delov. Tukaj smo šli samo, dali smo ukaz ženske pri večerji in je to v stilu Pregla. Potem smo dali recimo, ne vem, ukaz fantje igrajo košarko, tako pač malo se igramo s tem, ne, in potem vidimo, kaj pride ven. Zdaj, druga naloga je pa vizualizacija 2 izgubljenih originalov baročnega slikarja Almenaka. Zdaj, trenutno so edina znana oziroma ohranjena Almenakova dela tale 4, ki jih hrani Narodna galerija. S precejšnjo verjetnostjo pa ocenjujemo, da sta bila po njegovih neohranjenih slikah naslikani tudi ti 2 deli. In ti 2 sliki bomo skušali s pomočjo umetne inteligence rekonstruirati oziroma na novo naslikati. V bistvu zelo podobno kot v tej operaciji Nočna straža, ne le da z bistveno manjšimi stroški, upamo. Zdaj, kako se bomo tega lotili? Ne? Najprej bomo skušali model naučiti Almenakovega sloga, tako da bomo vanj naložili večje število fotografij, detajlov iz njegovih originalov, potem bomo pa ukazali, ne, da naj obe kopiji predela v njegovem slogu. Ne. In tukaj je en zelo pomemben poudarek pri tem raziskovanju tudi na tem, kakšni morajo biti vhodni podatki, ne, ker so seveda od tega v veliki meri odvisni rezultati. Ne. Ali bolje, da jih je več, pa da so približno v tem slogu, ali da jih je malo, pa da so zelo specifični. Ne. Torej s takimi variantami recimo se igramo, pa jih malo preizkušamo. Ne. Tako da nas čaka v bistvu še kar veliko dela, ampak tako, vsaj zaenkrat zgleda zelo zanimivo, no, pa tudi obetavno, tako da jaz upam, da vam bomo lahko kmalu potem predstavili tudi kakšne končne rezultate. Tako, jaz bi tukaj končala, bom pa zelo vesela kakšnega vprašanja. Hvala lepa za izjemno zanimivo predavanje. Prosim, eno vprašanje. Hvala, res impresiven projekt. Zanima me, glede na to, da je freska eden od vizualnih elementov, predmetov, s katerimi delate. Ali ta model Stable Diffusion ima
prepoznava zakrivljenost in teksturo površine, na kateri se dela? Ne, v bistvu zdaj ta proces je v bistvu malo bolj kompleksen. Preden mi damo podatke v Stable Diffusion, jih moramo obdelati. Ne. To pomeni, da jih v Photoshopu večinoma jih obdelamo tako, da so smiselni za obdelavo nadaljno. Ne. Tako da v bistvu to vse leži na nas, da pripravimo te podatke tako, da lahko potem dobimo najbolj verodostojne rezultate. Ne. In to je včasih tudi zelo težko, sploh tukaj, ko je zaobljeno vse skupaj. Ne. Tako da si bomo tudi pomagali z drugimi programi. Ne. Vizualizacijo, ne, s tem orodjem dale, ne? Hvala. In zanima me tole, se pravi, jaz ko generiram zdaj sliko, ne, se pravi, recimo temu sem hotel generirati logotip, ne? In potem sem rekel, ok, zdaj daj mi popraviti samo tisto, bi rekel temu, par črt in tako naprej mi naredi, in potem mi je rekel, pač to vsakokrat generiram novo sliko. In to, da je oblikovalce, da ti do konca naredi. Ja, tiste treba, se zaradi tega tudi mi Dalije ne uporabljamo. Ne. Dalije, kolikor sem ga, jaz sem ga zelo malo uporabljala, bolj ali manj za te preliminarne poskuse, ki so bili res v bistvu hitri, ko se sam zanimali, da se to da ali ne. To je tudi po nasvetu teh partnerjev iz Fakultete za strojništvo. Dalije, dejansko je to, pač enkrat se generira in to je to. Ne. Potem pa tisto, kar dobiš, v bistvu zelo težko popravljaš, če razumem prav, ampak nisem pa čisto prepričana. Medtem, ko pri Stable Diffusion se pa lahko naredi več postopkov. Ne. In tudi mi recimo, ko doučujemo, ne, temu se reče, da doučujemo model, ga lahko večkrat doučimo. Torej tisto lahko, kar smo že enkrat not dali, lahko potem vse na nek način odvzamemo, ne, pa potem spet začnemo z nule. Ne. Tako da z tega vidika je Stable Diffusion zelo praktičen za to. Ne. Ampak vi ste Daliju dali tisto sliko, a potem je kakšna je bila razlika med to sliko, ki ste jo dali in to sliko, ki ste jo dobili? Tukaj je bil, vse lahko še enkrat pokažem. V bistvu je šlo za to, da smo rekli, da naj nadaljuje to, kar vidi, ne, zato ker je... Tole, ne, če vidite, tole je v bistvu tako zgleda v resnici taka stvar. Tole je neki let nazaj, 5 ali 7, nekaj takega, ena kolegica poskušala ročno rekonstruirati, ne, pač tako zase, neko hipotetično rekonstrukcijo. Mi smo potem tole smo naložili v Daliji in smo rekli, da najprej smo označili tale kvadratek, ki ga vidite tukaj, da naj v tem polju nadaljuje to, kar je že tukaj naslikano v istem slogu. So bili pa rezultati zelo različni. Dalij generira zelo hitro. No? Vse ta verzija, ki smo mi uporabljali, to je bilo tako v sekundi, smo dobili, ne vem, 5 različnih in potem smo dali sam regenerate, dokler nismo bili zadovoljni z rezultati. V bistvu je bilo bolj malo. Ne, ker še tole pa končam. Se pravi, meni je recimo javilo to, da recimo, ko sem hotel, recimo jaz sem rabil za logotip, sem hotel imeti, sem rekel, ok, izhodišče je logotip Filozofske fakultete. Se pravi, in potem je rekel, ok, tu so posegamo avtorske pravice, moram narediti na novo. Se pravi, in to je v bistvu tudi, recimo temu, je to potem, se pravi, ne prepozna kot... tega problema, ne. Zdaj, tudi, a vi ste to potem na podlagi teksta ste generirali, ne? Ja, jaz sem imel recimo temu par črt, iz logotipa sem hotel nekaj dobiti, no, in potem je pač informiral tam, da gre za avtorsko, da moram potem sam. Je to mogoče pol ta posodobitev, ker se prej govorila, ne? Da mogoče več... Jaz sem rabo, to je štirica, ne? Ne vem, tukaj ne znam odgovoriti. No. Ok, velja, dobre, hvala. Mogoče bi ga moral vikati, ne? Ti si ga tikal, pa ne moš. Hvala, super predavanje. Jaz imam tudi eno vprašanje v zvezi z avtorskimi pravicami. Ja, se ne vem, morda. In sicer me zanima, a se to zdaj bo generaliziralo, to, o čemer si govorila, da se je nekako veljavilo, da se od še živečih umetnikov se ne sme naročati posnemovanj, ali je to samo nekaj, kar Stable Diffusion, po čemer se Stable Diffusion ravna. Ker, ne vem, se verjetno si spremljala zdaj nazadnje, ki je bil ta škandal, oziroma s Pixarjem, ne? In to oni mislim, da so zdaj eni prvih, ki so dosegali, da se jih izvzame, da se ne sme več generirati plakatov, ko so ljudje plakate, v katerih so nastopali njihovi hišni ljubljenčki v slogu Pixarjevih animiranih filmov. No? Jaz mislim, da Stable Diffusion v resnici, da tudi trenutno še nima te omejitve. Ne? To omejitev mislim, da ima Dalij, ne? Tako da je odvisno od tega modela, ki se ga uporablja. Vsak ima, to je nasplošno, ne, mislim, da pri vseh teh orodjih umetne inteligence, mislim, da je, če hočemo jih etično uporabljati, ne,
se moramo zavedati, kdo jih je razvil, pa na kakšen način jih je razvil. Ne? Torej ne samo vse jih je fino uporabljati, ker dobimo fajn rezultate, ne? Ampak to je ena stvar, ki je zelo pomembna. Ne? In tudi to sodi po moje, no, to odgovorno rabo. Ne? Pa tudi ti, kot pač znanstvenik, raziskovalec, karkoli si pač dejansko odgovoren za to, kar narediš. Ne? Tako da moraš biti. Ja, tudi to. Ne? Zdaj tudi zaradi tega smo se mi tukaj odločili za stare umetnine, ne? Ker je bistveno lažje tudi ta problem avtorskih pravic v bistvu nekako upravičiti. Ne? Hvala lepa. Še Hvala. Katarini Mokar za zelo zanimiv nastop. En aplavz še prosim.